Zdaj bomo pa naredili mogoče en tak čist splošen pregled, zakaj se v bistvu namenoma sploh mikroplastika k izdelkom dodaja. In na desno stran sem podala tudi kategorije oziroma izdelke, v katerih ima mikroplastika določeno funkcijo ali namen. In seveda najbolj znan ali pa najbolj pogosta funkcija mikroplastičnih komponent je abrazivni učinek oziroma peeling. Abrazivni material, o abrazivnosti ali abrazivnem materialu govorimo takrat, kadar je material zaradi svoje trdote, kot polimerni materiali so, ki se zaradi svoje trdote uporablja za brušenje materiala, ki je mehkejši od njega samega. To je na primer lahko tudi sama koža. Potem uporablja se mikroplastika tudi kot emulgator, torej da omogoča mešanje, bom rekla, kemijsko raznolikih tekočin oziroma snovi, ki se drugače med seboj ne mešajo. Imajo tudi vlogo oziroma funkcije vezave, vlogo polnila. Potem tudi, če pogledamo v farmaciji, omogočajo tudi nadzirano sproščanje sestavin, ko govorimo o teh kapsulah, ki omogočajo potem bolj nadzorovano ali pa postopno sproščanje, neke aktivne substance. Oblikovanje filma, nekega zaščitnega lahko tudi filma ali površinskega premaza. Potem mikroplastika kot taka lahko izboljša kemijsko in pa mehansko odpornost samega izdelka, lahko deluje kot absorbenti tekočine, kot so na primer različni higienski izdelki, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Potem kot sredstvo za zgoščevanje, to govorimo predvsem na področju barv, tudi v kozmetiki. Potem pa imajo namen estetski namen, torej da izboljša vizualne lastnosti samega izdelka, lahko deluje tudi kot flokulant, to je v primeru čiščenja odpadnih voda. Flokulanti, mogoče če te besede ne poznate, flokulant se uporablja za odpravljanje motnosti v teh večjih bazenskih vodah, čistilnih naprav in na nek način skosmiči manjše mikrodelce v večje, zato da se potem tekom mehanskih čiščenj in drugih postopkov lažje odstranijo iz vode. Potem so še funkcija odvodnjavanja, disperzije, tudi sredstva za motnost, torej nek vizualni učinek in pa tudi kot antistatično sredstvo. Torej vidimo, da funkcije teh mikroplastičnih komponent, ki jih najdemo, imajo res lahko zelo raznolike funkcije. Seveda pa s tem, ko jih uporabljamo, s tem se tudi poveča neke potencialne emisije v okolje, torej da jih lahko vnesemo v okolje in te emisijske poti so seveda zelo različne. Mogoče tukaj so navedene, tukaj sem navedla vse, prav z namenom, da si to lahko kasneje še preberete, pogledate, ne bomo pa zdaj šli v detajle prav pri vseh, mogoče pri prvih treh, ki jih bomo tudi v nadaljevanju obravnavali in jih imamo velikokrat prisotne tudi doma. Torej, izdelki za osebno nego in kozmetika. Tukaj veliko študij in pa veliko literatur loči izdelke na rinse-off pa leave-on produkte. Zdaj, jaz nisem našla nekih izrazov v slovenščini, ki bi nadomestili ta dva angleška, se mi zdi, da sta toliko zelo splošno znana, ampak vseeno, rinse-off so tisti produkti, ki jih speremo po uporabi, medtem ko leave-on so pa tisti, ki jih nanesemo na naše različne dele telesa. In pa potem so še super absorbenti in kot vidite, so te emisijske poti različne. Lahko so preko neposrednega človeškega vnosa, torej preko trdnih odpadkov, torej ko mi te izdelke zavržemo, ali pa preko gospodinjske odpadne vode, ko mi speremo nek produkt in gre v odtok. Tudi pri detergentih je
enako, torej emisijske poti so torej preko odpadne vode ali pa tudi trdnih odpadkov. Ko govorimo o barvah, črnilih, premazih, je zelo odvisno, za katero področje gre. Tukaj celo posegamo mogoče malo bolj v industrijsko uporabo, ker je barve, premazi in črnila so precej v uporabi v industriji. Imamo pa tudi še dodatne poti, emisijske poti v okolje, kot so na primer kakšno razlitje barve med nanašanjem, transportom in pa seveda tudi preko odrgnina, ko smo tudi že na predhodnem webinarju veliko o tem govorili. Potem so pa tukaj navedene še emisijske poti industrijskih abrazivov, kakšne so te možne poti v okolje v kmetijstvu, torej, kjer sta mogoče na udaru tudi tla in pa podtalnica. Potem imamo farmacijo, čiščenje odpadnih voda v gradbeništvu in pa seveda drugo, kjer so na primer pohištvo, mehke igrače, lepila, tesnila in tako naprej. Tako da vidimo, da glede na funkcijo, kategorije in pa emisijske poti smo relativno vse skozi v stiku z mikroplastiko. In zdaj bi vas mogoče izvala, ko smo šli skozi vseh teh 10 kategorij, pa sem jih malo opisala, smo naredili tak sprehod, katera se pa od teh kategorij se pa mogoče vam zdi najbolj kritična, kar se tiče mikroplastike. In mogoče vas tukaj naj opozorim, da bo ta Mentimeter vprašalnik sestavljen iz 2 vprašanj. Torej najprej bomo odgovorili, torej katera se vam zdi najbolj kritična glede vsebnosti, torej količine, in pa naslednje vprašanje glede potencialne emisije oziroma vnosa v okolje. Zelo zanimivi odgovori. Res, vidim, da sicer tukaj bi verjetno bilo bolj smiselno, da bi prikazala s odstotki, ampak bo mogoče potem za spletno stran dala v odstotke. Tako po oceni se približujemo tako več kot 40% vodi kozmetika in izdelki za osebno nego. Tako, zdaj pa še drugi del, ki je na enak princip konstruiran. Katera kategorija se vam pa zdi najbolj kritična glede vnosa v okolje? Zelo zanimivo, da nihče ne izbere barve, premaze in pa črnila. Namreč, če naredite kakšno vzporednico tudi s prejšnjim predavanjem, kjer smo pokazali ta primer iz Nemčije, koliko primarne mikroplastike v okolju prihaja iz kakšne aktivnosti, iz kakšne kategorije, pa tudi v oceane, tudi na to se bomo vrnili. Vidim pa, da ko govorimo pa o vnosu, pa je mogoče tukaj manjši delež, še vedno prevladujoč, ampak manjši delež kot prej, ko smo govorili o količini, kar je v bistvu zanimivo, pač prepoznate izdelke za osebno nego kot, izdelke, ki so kritični, kar se tiče vsebnosti, morda pa ta vnos v okolje ne prepoznate. Včasih je mogoče dobro tudi pogledati globalno. Mi, posamezniki, v našem gospodinjstvu lahko prepomembno prispevamo k tej problematiki, ampak vseeno je dobro se zavedati, da so ti industrijski obrati oziroma neke dejavnosti, ki se dogajajo, v večjem obsegu, lahko veliko bolj kritične. Ali bodisi je to industrijski abrazivi, tudi barve. Vemo, da vsa cestišča po celem svetu so barvana. In vse te barve, ki jih uporabljamo za cestne oznake, vsebujejo mikroplastiko. To bomo tudi še kasneje spoznali, ko vam bom prikazala te količine. Tako da zelo zanimivo, samo 2 odgovora o barvah in 2 o industrijskih abrazivih. Kar je mogoče, če pogledam iz osebnostnega vidika, čist prav, vsak verjetno pri sebi pogleda, kaj je iz njegovega načina življenja najpogostejši prispevek k izzivom mikroplastike.